Na njega želimo dobro jutro. Dobro jutro in dobro jutro našemu gostu, naš mariborski superdirektor Ranko Šmigos. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se počutite, ko reče nekdo superdirektor? Ta izraz mi ni najbolj. Ja, ne, sej. 3D mogoče bolj. Ampak v redu, sprejmem tudi to, čeprav nimam dobene supermoči. Ja, seveda. Čeprav tako, kako je situacija v naši občini, bi včasih rabo, ne? Vse eno ali pa dve. Pa ni, jaz verjamem v to pozitivno energijo, jaz nimam s tem problemov in tudi jemljem na prvem mestu predvsem ljudi in povezovanje z ljudmi daje rezultate, tako da vse se da. Čeprav bi za ta kvalifikator morali vprašati zaposlene, ne? Ali je Ranko superdirektor, mogoče bomo kdaj in verjetno bomo dobili, kaki odgovor bomo dobili? To boste morali vprašati. Ja, okay. Torej, ogromno tem je, o katerih lahko debatiramo z vami, pa začnemo recimo, ker jasno, da vodite kar 3 podjetja znotraj holdinga, in sicer Šport Maribor, potem imate Marprom in pa Mestne nepremičnine, kamor sodi tudi vprašanje, zakaj tako malo McDonald'sov v središču. Ampak gremo po vrsti. Šport Maribor, tu se najbolj se sliši zdaj oziroma v zadnjem času to zamakanje in dotrajanost objektov. Se vem, ja, ni najlažja tema, ampak res ni najlažja, je pa realna. Zdaj, mogoče ni vse tako črnogledo, po drugi strani pa iz vidika ljudi, ki to uporabljajo, ljudi, ki s tem živijo, zagotovo ne kaže takšne slike, kot bi se želeli. Zdaj, imeli smo kar nekaj člankov, prispevkov v medijih, jaz poskušam opredeliti tisto, kar razumem, nisem strokovnjak in vem pa, da zagotovo bodo določene stvari potrebne posegov in tukaj nihče ne beži od tega. Problem je včasih celo res drugačen, čeprav se zdi malo čudno, ampak ko govorimo o vremenskih pogojih, ko govorimo o vremenskih neprilikah, jaz ne vem, če ljudje, ki živijo že 70-80 let v Mariboru, pravijo, da takih ujm ne poznajo, pol nekaj tudi na tem je, čeprav se včasih kaki novinar malo nasmeji, ko rečem, da je tudi vreme malo spremenilo svoje pojavo. Seveda je, se to je dejstvo, se ne nazadnje tudi vidimo vse, kar se dogaja, ne le v Mariboru, tudi po Sloveniji in širše po Evropi, in jasno, ko se je to projektiralo, se verjetno taki nalivi in vse ostalo ni ravno vzelo v račun, ampak stvar se ureja. Seveda, gledajte, naše ekipe, konkretno zelo predanih kolegov, vzdrževalcev, skrbijo dnevno na tem, da so objekti varni, da so urejeni. Določene stvari pa potrebujejo tudi neki strokovni pristopi, na tem se veliko dela, zagotovo Mestna občina Maribor na prvem mestu skupaj z nami poskuša iskati rešitve in verjamem, da bomo tudi to, kar je v tem trenutku mogoče malo bolj izrazito, kot neka packa, kot neki problem, tudi kmalu rešili. Tako v bistvu vemo, kateri objekti to so, delamo na tem in verjamem, da bo tudi to kmalu boljše. No, verjamemo tudi mi, ne nazadnje si to tudi zaslužimo. Zdaj, herbali ste tudi ta perpetuum mobile, ki se nikoli ne spremeni v Mariborski otok. To je to vprašanje. Sicer vse skozi so neki mali popravki bili, neki veliki načrti, ali je recimo nekje to v vaših načrtih, da bi to pa res postala osrednja poletna točka za občanke in občane? Ne samo poletna, celoletna. Celoletna. Mariborski otok je letošnje leto doživel veliko preobrazbo. Vsi podatki o obisku, ne glede na to, da smo imeli katastrofalno vreme, so takšni, da smo krepko presegli podatke iz preteklih let. Dejstvo je, da letošnja prenova je naredila svoje, dejstvo je, da se še veliko načrtuje, ampak kombinacija prenove bazenskih ploščadi skupaj z vsebino, ki smo letošnje leto dodali, ne nazadnje je bilo veliko kreativnih stvari na novo pododanih in to moram reči, da so moje zvesti sodelavci na Športu Maribor res dobro pripravljali skupaj z raznimi institucijami, so pokazali, da smo v pravi smeri. Je pa seveda izziv potem, kaj naredimo, ko enkrat spraznimo bazene. Ja. Ali je bazen res samo bazen, ali lahko bazen tudi kaj druga, ali so bazenske površine nekaj, kar praktično lahko koristimo tudi skozi leto. Imeli smo kar nekaj načrtov letošnje leto, ampak je toliko intenzivnih projektov v zraku, da poskušamo selekcionirati in narediti tiste najnujnejše najprej. Za 2024 pa snujemo že podaljšanje sezone. Seveda se pa tukaj tudi energetska vprašanja, zelo aktivno se ukvarjamo skupaj z Mestno občino Maribor o rešitvah.
ki bi v bistvu omogočale podaljšane kopalne sezone, torej z kakimi sistemi toplotne črpalke ali pa kakršnokoli drugi možnimi energetskimi rešitvami za ogrevanje vode, bi zagotovo lahko podaljšali vse za kakšen mesec dni kopalno sezono. To bi bilo super, ne smemo pozabiti pa tudi, da je Mariborski otok bil legendaren po tem, da so se na Teju včasih sončile zgoraj brez, ali se tudi, je tudi to v načrtih, da ti se plaža, da se vrne. Res je tudi moje, takrat še najstniške oči so se včasih zarosile na tistem Teju. Ne morem reči, da ja, pa mislim, da se še zdaj najde kaki na Teju, ampak ja, bomo delali tudi na tem, ja. No, zakaj pa ne, to bi obogatilo ponudbo zagotovo. Torej, zima je praktično tu in tudi zima odpira široko polje možnosti za debato z vami, ne? Začnimo z drsališčem. Pogovarjali, ja, se vem, da je ful dobro. Mislim, ni ful dobro, ker se nihče ni prijavil na razpis, ne? Res je, ampak začnimo po vrsti. Ivo Danev. Ja. Krasna zadeva. Naredili smo res čisto desetko iz tega igrišča. Ja, to moram, se upravičujem, to moram res pohvaliti, zato ker združiti, v bistvu so 3 stvari združene v tistem igrišču. Najprej tam so odnegdaj igrali, tam so legende te gorasle, ne nazadnje tudi Ivo, pa Pero Vilfan in tako dalje. To igrišče je bilo potrebno prenove. Pol ste ga povezali ravno z Ivom Danevom, ki je ena od največjih košarkarskih legend ne Slovenije, Evrope in svetovne košarke in ne nazadnje odpira še, kot smo rekli, možnosti drugačne uporabe. Ampak tu se pa zatakne, ne? Niti ne. Niti ne. Pravzaprav gledam na to, da v bistvu dežuje, igramo košarko. Ne vem, je megla, igramo košarko, je -1, igramo košarko. V tem trenutku v bistvu je igrišče praktično zasedeno non-stop. Res pa je, da je igrišče v sami zimi, ko bodo padavine, neprimerno za igranje, zato smo si želeli ta prostor izkoristiti. In tukaj smo z Mestno občino Maribor iskali rešitev, ponudili rešitev, dali smo inicijativo. Ampak glede na vse te okoliščine oziroma vse te predispozicije, ki smo jih dobili s strani številnih ponudnikov, so te številke pač takšne, da ta lokacija tega ne omogoča. In tukaj smo pač morali priznati to, ampak ne vidim ničesar slabega. Dejansko igramo naprej košarko in hkrati seveda ponujamo odlično drsanje tudi v ledni dvorani, vedno in povsod. Tako, ampak ja, to je bila vedno zgodba o tem drsališču, da je zunaj, ker je meni, mislim, ima nek svoj čar vseeno, ne, sej drsanje v ledni dvorani, jasno, da je super, ampak zunaj pa tudi vseeno, ne, v tem času se da pa s temi lučkami pa lepo, pa otroci pa, ne, tudi mene to veseli, jaz bi, če bi lahko, ampak nimam te čudežne palčke, jaz bi naredil tako streho gor na ledni dvorani, ki bi se odprla, pa bi bilo tudi pod milim negom to. To bi bilo krasno. Ja, to je bilo res vrhunsko. Ampak bi že mogli biti nekje druge, verjetno v Madridu, ne? Ja, res je, ali pa v Toronto, to ne bi bil noben problem. Nikoli ne reče nikoli. Ja, res je, tak se, to je pravi način, kako je treba gledati prihodnost tudi v našem mestu. Ok, zima, Pohorje, tudi tu se dogaja veliko enih sprememb, enih obnov. Ruška, recimo, ne, ena od teh glavnih tem, gondola je na novo porihtana, mislim, delate. Delamo in še bomo delali in še prekleto bomo morali delati. Ja. Dejstvo je, da je letošnje leto bilo izjemno bogato za Pohorje. Projekt Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki smo ga dobili lansko leto, bi so potrjenega v sofinanciranju 6 milijonov, nekaj manj kot 6 milijonov pri 7,5 milijonski vrednosti, je bil izjemnega pomena za to, da začnemo z realizacijo projekta Pohorje 365, namreč ta modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra so bile, lahko rečem, da dolgo leta tudi v bistvu neke vrste mokre sanje, ki smo jih zdaj praktično doživeli in upam, da tudi v bistvu živeli kmalu s tem, da bomo pokazali, kaj smo naredili. Naredili smo ogromno, te naši ljudje so praktično že zadnjih 6-7 mesecev noč in dan na terenu, zaključene so praktično vse zadeve, mogoče še samo opravljajo kakšne manjše malenkosti, ki pa nima več veze z funkcionalnostjo. Urejujemo še zadnje cikluse papirovja, pri gondoli smo imeli veliko težav, ljudje so bili upravičeno slabe volje, ker so videli gondolo, ki je praktično stala, ampak težko je to pojasniti, po drugi strani pa je zelo enostavno. Mi smo svoje tehnične deli zaključili konec septembra, začetku oktobra smo bili ready, ampak vse ostalo, kar se je dogajalo zadnji mesec, je bil posledica postopkov, ki so vezani na 2 ministrstva, namreč gondola spada v drugo kategorijo. Upam, da bo na Ruški, glede na to, da je tudi zaključeno, malo drugače. Delamo pa res veliko in tukaj v bistvu ne gre samo za Ruško, gre za gondolo, za Ruško, za 3 gibalne parke, za 3 nove kolesarske proge, za nove kartomate, za digitalizacijo, za 5 zvežno doživetje, skratka, go-karti in še in še in še.
To je, nasplošno se zdi zdaj super, da imam končno sogovornika, ki to razlaga, kajti vsi ti zimski centri, pa tudi tisti, ki so bogati z snegom, kar Pohorje že dolgo časa ni, so že nekaj let nazaj ugotovili, da je poletna sezona lahko vsaj tako, če ne bolj donosna za en breg, kot pa recimo zimska. In tu se zdi, je Pohorje vse skozi capljalo zadaj, ampak zdaj s tem projektom Outdoor centra in da bo Pohorje na voljo in bo ponujalo zanimive vsebine 365 dni na leto, je super. Dajmo se zdaj minutko na te točke. Meni se zdi zelo pomembno to, da pojasnim. Ja. Morate razumeti, Pohorje kot tako je kot gorski center, največji gorski center v Sloveniji, glede na površino, ki jo upravljamo skupaj z smučišči. Na drugi strani v bistvu upravljamo z več kot 120 služnostmi. Pohorje ni konsolidirano lastniško, Pohorje je razporejeno na toliko in toliko partnerjev, s katerimi vodimo spoštljiv kulturni dialog in pazimo na to, da so naša poslovna razmerja vedno optimalna. Pohorje potrebuje v okviru tega, kar imamo, v bistvu eno veliko sožitje in tu poskušamo vzdržati ravnotežje ravno s tem, da smo soodgovorni, tako pašna skupnost, kot posamezni kmetje, veliki gozdarji, kot podjetja, kot gostinci. Mi nimamo turističnih objektov, mi se ne moramo primerjati z določenimi drugimi gorskimi centri, kjer v bistvu vse funkcionira povezano, kjer naredijo velik ski opening, seveda, ker ga uredijo same sebi za svoj booking. Mi smo tukaj povezani z našimi gostinci in turističnimi delavci, se trudimo, se povezujemo, ampak ja, tukaj je veliko elementov, ki jih morda iz vidika tega, ko si kupiš karto za smučanje, konkretno tega niti ne zavedaš, za tebe je to samoumevno in stara naprava, ki je tam že 50 let, ki sicer funkcionira, razumljivo, ampak ko pa ti nekdo reče, da je treba zaslužiti pa 6 milijonov za eno sedežnico, poprečno sedežnico, kot je recimo Radvanje, ali pa za bodoče Sleme, ki je, vemo, kje smo, pa na Cojzarca, kjer vemo. Ja. To so milijoni na milijone in tukaj je treba preklito trdo dela, da se tudi nekaj naredi iz tega. In letošnjo leto smo naredili velik premik v tej smeri. In verjamem, da bo sezona, upam, da dobro, čeprav v tem trenutku mi vremenoslovci gre malo na živce, ker nič ne pove snega, ampak niso oni krivi. Trudimo pa se. Absolutno in res za veselje. Jeger je recimo naš smučar številka 1 v naši ekipi in vidim, da je malo vznemirjen. Jaz komaj čakam, da se bo odprla sezona, da bo padel sneg, da sprobamo novo sedežnico Ruška. Absolutno. Jaz želim, da bi bila dobra sezona. Ja, absolutno. Tok zanimivega smo že povedali zdaj o zimi in o Pohorju in o dogajanju v našem mestu in o športnih objektih, ampak moram vprašati, zdaj tu na našem dvorišču na glavnem trgu med ostalo božično ponudbo pride tudi to veliko kolo, tokrat ne iz Hrvaške in tokrat verjetno ne bo crknilo vsakič, ko bo malo bolj vlažno. Dunajsko kolo. Dunajsko. Dajmo. Lepo, 33-metrsko kolo, veselim se ga že kot mali otrok. Tudi jaz. Neki čudež bo tu, ne vem sicer dobavitelj oziroma lahko rečem naš partner, ki je to ponudil, zagotavlja enormno dobro doživetje. Ne vem sicer, kje se bo to vrtelo gori, verjetno bomo nekje tam proti zvezdam na vrhu, ampak krasno. Mogoče se bo tokrat, ker jaz sem bil, nazadnje sem bil razočaran, ker sem mislil, končno lahko videl streho Kvika. Tokrat verjetno bo šlo, ne? Ne, krasna zadeva je pa ni zgolj samo kolo, celotna zasnova glavnega trga je odlična. Kolegi, ki so tukaj, predvsem kolegica Nataša, ki to zadevo vodi, tukaj je izjemno dobro pripravila celo zgodbo, skupaj tudi z sodelavci z Mestne občine Maribor in z Zavodom za turizem. Mislim, da je zgodba dobra, tako da bo prepletena gostinska ponudba skupaj tudi z trgovsko ponudbo, z tem kolesom in pa tudi z malo več glasbenega poudarka, ker za razliko od Leona Štukla, kjer je to seveda zagotovljeno, je tukaj bilo lansko leto bolj mirno, no letošnje leto se bo več dogajalo tudi z glasbenimi dogodki, tako da predvidevam, da bo to malo tudi privabilo več obiskovalcev. Ja, absolutno. In torej ves plan za veseli december je narejen, lučke se že ve, ki se bojo vlekle. Božička že čakamo. Ok, super. Kdaj se vžgejo lučke, mimo grede? Jaz prav vem 30. novembra. Še malo. Takrat je potem prvi adventni vikend. Ja, Ranko, vse, kar lahko rečem, je, da imamo premalo časa vedno za tako zanimivega sogovornika. Več kot očitno je, da delo, ki ga upravljate, je izjemno, skrbite za naše mesto na številnih področjih, ogromno enih načrtov in to dobrih, zdravih načrtov. Mi vam želimo, naj se jih uresniči v novem letu vsaj 60%, pa bomo že veliko naredili.
Glede na to, da sem 32 let delal v gospodarstvu, bi rekel, da je 75 minimum. Res pa je, Bravo, poznamo ampak to. Ja. moramo pa samo časovnico malo raztegniti, ker ne bo šlo tako hitro. Dobro. Ampak ja, hvala za dobre želje, pa tudi hvala za povabilo. Jaz bi rad predvsem izrabil še ta trenutek, da povem, da tudi Šport Maribor kot upravljalec športne infrastrukture v mestu postaja tudi organizator dogodkov in ravno 1. decembra v bistvu skupaj z vami, tudi na drugi strani imamo ta velik dogodek, velik koncert Žana Serčiča skupaj z afterpartijem. Jaz verjamem, da bo to prav poseben dogodek, glede na to, da Žan vsaki teden izda iz novega albuma en dober komad, tako da to je en taki latino ritem, ki bo po mojem ravno pravi za 1. december, kot prvi praznični dan v mesecu decembru. Ja, vabljeni vsi seveda, da se odzovete na to, noro bo, in pa tudi izkoriščam priložnost seveda, da vam vsem poslušalcem, tudi vam tukaj na radiju želim vse dobro v prihajajočem letu, čeprav je to še zdaj sorazmerno zelo rano, ampak nikoli ne veš, mogoče sicer še bomo se videli, mogoče pa tudi ne, tako da naj velja to že vnaprej. Hvala lepa. Rano je Ranko čestital in šel v zgodovino kot prvi. Hvala lepa za obisk in vse dobro želimo. Hvala.